Zgodbe lepšega življenja je naš prvi mednarodni Erasmus Plus projekt strateškega partnerstva. Začel se je ravno na pobudo naših gostiteljev iz Litve, s knjižnico iz Ignaline in s knjižnico iz češkega mesta Prahatice. Smo tokrat skupaj že cel teden v Litvi, kjer se tokrat učimo, kako izboljšati naše digitalne kompetence. Skupaj smo tako zaposleni, kot tudi starejši se učeči. Ljubezen ne pozna meja. Nekoč, pred davnimi časi, sta se tukaj zaljubila hčerka tukajšnjega vojvoda Lina in Ignus. A Ignus je bil vojak sovražnikove vojske in njuno ljubezen so domačini preklinjali. Oba sta končala v jezeru. A njuno ime, Ignus in Lina, sta dala ime temu mestu Ignalina. Ta je ena izmed 6 poslikav, ki so v zadnjih 2 letih na javnih stavbah nastali tukaj v Ignalini. Gre za nacionalni projekt Ignalina je Arti. Ravno v času našega bivanja v Ignalini so dokončali tudi poslikavo na knjižnici. Zgodbe so del naših življenj. Zgodbe so pripovedovali naši predniki in zgodb, če prisluhnemo, se lahko naučimo marsikaj. Tukaj v Litvi smo se po našem izobraževanju v digitalnih kompetencah, v novih orodjih podali po mitološki poti. Spoznavamo preteklost in zgodbe naših prednikov. Prav gotovo se bomo mnogo naučili. Zgodbe lepšega življenja. To je tudi naslov našega projekta in danes bomo v idiličnem naravnem okolju slišali ljudske zgodbe naših partnerjev. Pa ne samo to, slišali jih bomo tudi v njihovem maternem jeziku, tako da bomo spoznali tudi zven jezika naših partnerjev. Tudi vi boste lahko prisluhnili, kakšne zgodbe si pripovedujejo v njihovih krajih. Lidé se k němu chodili kupovat maso, uzeniny a různé jiné věci a jednou mu do obchodu přišel podivný mužíček. A začal ošahávat maso a najednou ukázal. V tom řezník vzal nůž, chtěl vodníka postrašit a prst mu usek. V tom se mužík na něj ošklivě podíval
a řekl: Ty mi neutečeš. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene ob času nje cvetja, dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je danica svetla, najlepša iz deklic je Urška bila. Mnogtere device, mnogtere ženice, oko je na skrivnem solze prelivalo, ker Urški srce se je ljubega vdalo, a ljubih bilo je ni vedno premalo. Legenda pasakoja, kad kartu vaikai ganė gyvulius prie Ginucų piliakalnio. Dūkdami Anys įmetė urvan vieną vaiką kepurį. Vaikas bijojo be kepurės grįžti namo, todė piemenys su virvi jį nulaidė urvan. Nusileidęs žemyn, vaikas priejo duris. Atadarė jas ir pamatė senutį. Ana atadavė jam kepurį ir da auksą maišelį pridėjo. Vaikai ištraukė laimingų viršun, išvydį dovanas, labai jam pavydėjo. Loud, medveda, medved, lisico, lisica, zajca, zajec, mačko, mačka, miško, miš, pšenica. Pod goro zeleno, pod goro zeleno. Jei paukštelis būčiau, sparnelius turėčiau, skriščiau pas mergelės rytą vakarėlį, skriščiau pas mergelės rytą vakarėlį. Tram pam pam, tram pam pam, tram pam 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 pam. Kdyby byl Bavorovcov prachatice, dal bych ti hubiček na 100 000, ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. V tem tednu me je fasciniralo izredno gostoljubje litvanskih knjižničarjev, ki so postali skoraj naši prijatelji. To je ena stvar, druga stvar pa to medkulturno sodelovanje in večjezičnost. Moram povedati, da smo se mi pogovarjali v 3 oziroma 4 jezikih, v nemščini, v ruščini, v angleščini, ki je bil seveda sporazumevalni jezik, ampak ugotovila sem, da nepoznavanje recimo litvanskega jezika ne pomeni nobenih ovir. Najbolj pa mi bo ostalo v spominu prijateljstvo, ki sem ga skovala s
prijateljico z Litve, ki sva se tukaj spoznali. In me je zelo presenetila, ko smo se poslavljali z drobcenim darilom kot spomin. To me je zelo presenetilo in sva sklenili, da bova še ohranili vez, bova si pisali preko Facebooka oziroma preko Messengera, da bova ostali v stikih.